Lep pozdrav iz Tilava YouTube kanala. Danes bo govora o pleničkah, torej tist, kar imamo v previjalni torbi. Večina mamic uporablja kar tiste za enkratno uporabo, danes pa bo govora o pleničkah za večkratno uporabo. Pred nakupom večjega števila pleničk za večkratno uporabo vam priporočam, da si najprej vzamete vsako pleničko po eno vrsto, da ugotovite, katere pleničke vašemu malčku res ustrezajo. Tako kot pri pleničkah za enkratno uporabo, tudi pri pleničkah za večkratno uporabo ne pašejo vse pleničke vsakemu dojenčku. Pa poglejmo te, ki smo jih preizkusili mi. Nekako 2-3 mesece sem jih intenzivno uporabljala pri svojem otročku, tako da vam bom povedala moje izkušnje. Tale plenička je Charlie Banana. Charlie Banana je najmehkejša v notranjosti, tale flisek je zelo, zelo mehek in prijeten okrog nogic. Okrog nogic je fino, da preizkusimo kar na roki, koliko zategnemo, zato da ne pride do rdečine pri dojenčku. Če je vam prijetno, bo verjetno tudi njemu. Načeloma so vse tele pleničke, ki so tukaj le razen ene kar pocket pleničke oziroma žepne pleničke, ki ima na zadnji ali na sprednji strani tak žepek, kamor vstavimo inserte. Inserte pa dajemo glede na absorpcijo, ki jo naš dojenček potrebuje. Tukaj sta recimo 2 inserta, ki ju za tele 2 listka potegnemo ven iz pleničke. Charlie Banana so po mojih izkušnjah manjše pralne pleničke, tako da če je vaš dojenček velik ali težji, vam priporočam, da se odločite morda za kakšno drugo firmo. Pa recimo nekaj o Wanderous. Wanderous so prav tako pocket pleničke. Tukaj se velikost prilagaja tako kot pri vseh znetki. So tudi izjemno mehke. Nam se zelo dopadajo, v notranjosti pa so majčkeno drugačne. Namreč teli inserta sta prav tako v 2 delih. Ta zgornji del se pripne z nitkom na bambus oljni sloj, ki pa se z nitki odpre in zloži, glede na to, ali imate deklico ali dečka. Te so našemu fantku še kar prav, zdaj je star 8 mesecev, težo ima okrog 9 kg, tako da so večje kot Charlie Banana. Tole je Milovija, prav tako se odpenja na nitke in prilagaja velikosti vašega dojenčka. Prav tako pocket plenička, ki se na sprednji strani odpira, iz tega žepka pa vzamemo inserte. Naj omenim, da pri Miloviji so te inserte izjemno opojni, izjemno hitro sušeči, mislim, da se najhitreje posušijo od vseh in pa zelo dobro se operejo, praktično ne rabijo nobenega tretiranja madežev, plenička ostane res lepa bela. Se pa ne sušijo v sušilnem stroju, niti ta vrepek, niti teli inserti. Pri nekaterih znamkah pa se seveda lahko suši na nižji temperaturi tudi v sušilnem stroju. Totbots so majčkeno drugačne, prav tako se zapenjajo velikost z nitki, medtem ko se zapenjanje okrog pasu zapenja tako kot pri klasičnih pleničkah za enkratno uporabo, le da je tukaj ježek. Prav tako pocket, s tem, da so majčkeno drugače narejene. Zdaj vam bom kar odprela. Takole. Tale del se potem zapne oziroma skrije v ta žepek. Prav tako dodaten insert, kolikor imate otročka, ki veliko lula. So pa tudi izjemno prijetne, s tem, da pri teh pleničkah je pa skoraj nujno, da se uporablja liner, ker je tale material kar hitro moker. Pa pojdimo, preden gremo na moje najljubše, še na drugo znamko, ki pa ni pocket. Je pa izjemno mehka in prijetna na kožo. Nam se sicer niso najboljše obnesle, nismo sicer dognali z lastniki, kaj točno je narobe, sicer pa zelo mehke in zelo prijetne pleničke, ki 2 drugima mamicama v Sloveniji zelo dobro funkcionirajo. To je pa Little Lamp. Little Lamp je iz bambusa, tale plenička iz bambusa, imate pa na voljo tudi iz mikrofibre. Čez pa potem daste tak vrepek,
v notranjosti pa nujno liner, namreč ta bambus rata res moker in je neprijeten občutek na koži. Moje najljubše so definitivno Balm Genius in Balm Genius so vredne svojega denarja. Nekateri modelčki oziroma potiski so malce dražji. Na tednu pralnih pleničk v UK se jih da dobiti tudi okrog 10-15 evrov na komad, kar pa tudi ni tako veliko, če se odločite za nakup le nekaj pleničk od začetka, potem pa jih počasi dokupujete oziroma v tednu pleničk nabavite še več. Prav tako Pocket. Balm Genius ima na voljo več različnih modelov. Jaz sem se odločila za Pocket, zato ker lahko sama potem izbiram, kako bom pleničko napolnila, koliko bom dala teh opojnih slojev noter. Pri Balm Genius dobite poleg vsake pleničke dva inserta, in sicer tega krajšega, ki je primeren za od začetka, ko imate večkega dojenčka, in pa potem enega večjega, takole. Ta se pripenja, če imate majčkega dojenčka, na tale gumbek, oziroma ko je dojenček večji in pleničko raztegnete, pa jo zapnete na večji del. Jaz uporabljam kar dva. Balm Genius običajno zdrži čez noč, nikjer ne prepušča. Včasih dodam še en bambus opojni sloj, vendar ne vsakič. Takrat, ko se mi zdi, da je otroček res veliko popil pred spanjem, potem dam kar še enega zraven. Drugače pa z Balm Geniusom sem res zadovoljna, ne prepušča, tudi kakci niso problem, niti pri novorojenčku, niti potem kasneje. Najstarejša plenička od Balm Geniusa, ki jo imam doma, je all in one, to se pravi tista, ki se te opojni sloji ne dajo ven. Je pa stara zdajle 8 let in še vedno normalno funkcionira. Je sicer ježki in te ježki še zmeraj delajo, mogoče vam enkrat celo pokažem. Zelo pomembno pri pralnih pleničkah je treba povedati, da ni veliko dela s pralno pleničko. Pralno pleničko v bistvu operete in posušite, potem pa sestavite. Ko se otroček polulajo, daste v vedro in recimo zvečer preplaknete in daste pred. Odvisno sicer, koliko pogosto perete, ampak večina mamic dela tako, da čez dan pleničke dajo v vedro, potem zvečer da pa pleničke pred. Tudi odvisno je, koliko jih imate. Če jih imate manj, boste prali bolj pogosto, če pa jih imate več, pa potem pranje lahko prestavite tudi na 2 dni. Kar se tiče pranja in čiščenja, če imate dober liner oziroma zaščitno podlogo, sama imam najboljše izkušnje z Little Lamb Fleecy Liners so teli. Na temu se v bistvu ne glede na to, kakšen je kakac, ali od adaptiranega mleka ali dojenega otročka, pa tudi potem, ko že začnejo z gosto hrano, se praktično samo spere pod vodo, pod curkom. Ni potrebno nobeno posebno drgnjenje, nobeno posebno tretiranje, pa se linerji zelo lepo sperejo. Tako da ni veliko dela s pralnimi pleničkami. Nekatere mamice pa se poslužujejo tudi telih zaščitnih slojev za enkratno uporabo, recimo od Charlie Banana so teli mislim, da z bambusa. Čakajte. Ja. V bistvu ga daste prav tako kot tega pralnega v pleničko in potem, ko dojenček kaka, v bistvu samo liner odvržete v smeti. Tukaj imam še en primer takih za enkratno uporabo. Kupijo pa se tudi od Charlie Banana inserti, ki so v bistvu prav tako opojni inserti iz blaga za enkratno uporabo. Če kam greste, da ne rabite uporabljati pleničk za enkratno uporabo, ampak lahko uporabite tisti vstavek in ga potem prav tako vržete v smeti. Če bi se še enkrat odločila za nakup pralnih pleničk, bi se sigurno odločila za Balm Genius celotno kolekcijo, ker kot sem rekla, se nam najboljše obnesejo. Edina stvar, ki je pač te zunanji deli se ne sušijo v sušilcu, se pa zelo hitro posušijo na svežem zraku. Od zaščitnih slojev za vitko, da ne mokra, pa definitivno prisegam na Fleecy Liners od Little Lamba. Če vas še kakšna koli stvar zanima v zvezi s pralnimi pleničkami oziroma s Pocket pleničkami, sem na voljo spodaj v komentarjih. Vesela bom vaših mnenj, vesela bom vaših
lajkov in če vas še kakšen podoben video zanima, ga z veseljem posnamem. Več naslednjič, verjetno spet s kakšno previjalno torbo oziroma morda še kakšno presenečenje kmalu tudi s čim drugim. Do takrat pa nasvidenje!